Osebno vedno uspeh. Evo. Vožnja z nami številka 4. Upiranje spremembam. Ja. Ta je trik. Ta je trik, takrat, ko smo mi dva govorili o tistem prvem nezavednem, ko se nezavedno ne zaveš, pa potem, ko se zaveš, pa ti je vseeno neznano. Oziroma znano, nezavedno. Tako, pol v bistvu je znano in znano probaš spremeniti. In pa na koncu zrata znano pa podzavestno. Okay. In v tej fazi, ko ti nekdo pove in ko se ti odločiš, da bi rad se spremenil in ti pride v fazo znano in to avtomatsko delaš, da boš spremenil. In kaj se takrat zgodi? Lej ga zlomka. Takrat se zgodi, da si največ stvari se takrat na kup spravi. Ja? In dejansko si moraš to vzeti, da je to test in ti reče, ok, odločil si se, da boš nekaj spremenil, zdaj pa, ajde da te vidim, če resno to misliš. In ja, če greš takrat to čez in spremeniš, to si naredil. In si to naredil in si se spremenil. In si, yes! Ratalo mi je in si šel eno stopničko više. Se strinjate do zdaj, kar sem rekla? Ok, in po ti rata, se spremeniš, pa pridejo okolica. Okolici ni všeč, da si se spremenil, ker si drugačen. Ja, ker več nisi v njihovi isti ekipi. Kaj pa zdaj narediti? Veš, tukaj si se že namantral, da si prišel čez, pa še ni ok. Ja, pa moraš to gledati drugače. Rešiti se da, ne da druge spremeniš, ampak da spremeniš svoje dojemanje drugih. In kot sem ugotovila jaz in pa Damir, oba dva, ko enkrat prideš ti na eno, imaš pač eno stanje, pa imaš eno dolinco, pa imaš pa en hribček in ti si šel iz unga stanja, ker pač je status quo ali pa uno udobna cona udobja, rečemo, in greš čez uno dolinco, ko greš čez vse težave in prideš gor na vrh in si v gloriju. In oni osebi tam dol na istem, kaj je ostala, in ni všeč, da si tam gor. In kaj naredi, probate potegniti nazaj. Ampak ne, da bi to za nalašč. Oni te noče za nalašč poškodovati, te raniti, pač ne, noče ti slabega. Ampak njih je pa strah, da dejansko, ker si ti zdaj spremenil in so ostali oni na isti točki, da jih boš spustil za sabo in da v bistvu strah jih je, da boš šel brez njih naprej. In zaradi tega ti to naredijo in to jih moraš drugače dojemati. Da ti ne želijo slabo, ampak samo da jih je strah za njih, kaj se bo pa tebi takrat zgodilo, pač ti boš zdaj šel, oni bo ostali tam in te probajo nazaj dati. No. In zdaj, kar jaz zdaj delam drugače, je, da mogoče, če res vidim, da ima človek željo in ti da roko, da prosim še mene potegni zraven, je takrat mu pa reči, lej, preberi si mogoče to knjigo, a pa pridi na to predavanje in pač boš našel odgovor tam. In to, in pa ima možnost, da gre s tabo. Ti moraš iti čez bolečino, da prideš gor na boljš, ker za bolečino te čaka najboljše darilo. Tvoj največji strah je lahko tvoja največja nagrada. To je to za nami. V bistvu ja, to je tudi tak pri ljudeh, drugače pa tudi, če se odloči za neko stvar, da boš spremenil, neko, da se dojemanje, kako bi rekel, ali razmišljanje, karkoli. Ok, zdaj bom pa neko stvar delal drugače, si sam vesel, da boš to delal drugače, pol projde teden, dva okrog, te postavi v isto situacijo, pol pa te testira. Če si res pripravljen spremeniti in to delati drugače. Primer, kaj jaz znam, bom preprost primer. Imam v pisarni papire in je vse vedno razmetano. In potem se pa odločim, ok, danes bom pa vse pospravil in glih, ko se odločim, da bom pospravil, me nekdo pokliče in nujno te rabim, nujno moraš sem priti, nujno nekaj moramo rešiti. In ti pač greš in papire so razmetani, čeprav si rekel, da boš pospravil. In to je trik. Moraš znati, aha, ok, to mi je test, ok, ja moram papire pospraviti, iti nujno tam ali pa iti nujno tam, pa se nazaj vrniti. Naredi to, kaj sem rekel, da bom naredil. To je, tudi to testira. Ali pa rečemo isto pri hrani. Par kile sto že dol, ampak to je za drugič. Primer rečemo, ok, zdaj bom pa rekel, da bom jel 5-krat na dan, pol pa moram iti nekam na pot in pol dobim izgovor, ne, danes pa ne moram 5-krat jesti, ker imam tu sestanek. Ja ne, ni, če si se odločil, da boš to naredil, ne glede, ali doma sediš 12 ur, ali se pa 12 ur pelješ, če si rekel, da boš šel 5-krat na dan, moraš izrihtati, da boš šel 5-krat na dan. Pa si vzameš s sabo jabolko, pa si vzameš s sabo ploščico. Ali dejansko pogrunite, že McDonald's ima tudi solato za jesti, to sem ja prvič jel. To je bilo res nujno vožnje, ko smo šli čez celo Nemčijo, ko res
rabiš 2 ure, da prideš stran nekam, pa pojesti nekaj konkretnega jesti. Ampak Of si bil course bi solato. bil 2 ure, ja, pa smo šli reči v McDonald's usput in vzeli uno solato. Ampak ja, sprememba je bila, sprememba je bila. Teda ja, To je to, za zdaj. Tebe vedi, da ko se boš splotil spremembe, bojo bili malo obstacles. Preizkušnje, ampak dej pejdi čez, ker se splača, ker življenje je lepše na drugi strani, tam na unem gloriju. Definitivno lepše življenje tam. Ok, štima, čau!